vitezi so močni, pogumni. Prijazni? A so? Kakor kdaj, po moje. Čeprav takrat so bili drugačni odnosi. Drugačni časi so bili. Ja, danes bomo govorili o prijaznih moških. Sodoben moški se namreč srečuje s številnimi izzivi, razpetje med visokimi pričakovanji družine, službe in prijateljev, ja, in o tem pogosto tudi izgubi sebe. No, z gostoma se bomo pogovarjali, kdo pravzaprav so prijazni fantje in zakaj jim to večkrat škodi kot koristi. V naši družbi sta moderatorja moških skupin Aleksander Lah in pa Matej Delakorda. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Igor, v rokah imaš eno rdečo knjigo. Nič več prijazen fant. Ja, v bistvu je tudi ta knjiga podlaga za naš pogovor. Tako da, kdo je v bistvu prijazen fant? Dajmo ta pojem najprej razčistiti. Najbolj iskreno rečemo, da smo vsi do neke mere prijazni fanti. Smo nismo te, koliko si prijazen. Zelo prijazen, v mojem vse do mene takšno, lahko si ti prijazen, res iskreno, avtentično, si prenašaš dobroto, pomagaš, ker to želiš, ker to čutiš. Lahko si pa prijazen kot neka maska, da ugajaš, si ustrežljiv, si priden, se izogibaš konfliktom in upaš, ne, da boš to neko prijaznostjo dobil nekaj, kar rabiš. Ta prijaznost pa mislim, da je zelo nezdrava, zelo nevarna, tudi za mentalno zdravje in jo ne bi priporočil. In tu vsi malo pademo na izpitu, ne. Enačba je pa nekako taka, no, tudi v knjigi je lepo zapisana. Jaz ne povem točno, kaj rabim, kaj čutim, pa te potem dajem, ne, kaj ti rabiš, kaj si ti želiš in jaz računam nekaj v zadju, ne, če jaz tebe zasipam s pozornostjo, pa nekimi stvarmi, da boš ti potem kot oseba meni vrnil na to, ne. In ta enačba večkrat ne zdrži. Ne, in potem pride do frustracije, jeze, čustvenih izbruhov in prijazni fanti niso več prijazni, ne, pa so zelo zafrustrirani in nesrečni. Na kratko. Ja, in to ni samo, ker Matej se zdaj navezal na partnerski odnos. Isto velja v prijateljskem odnosu, v poslu, če bom jaz prijazen, če ne bom preveč konflikten, če ne bom kompliciral, me bojo imeli vsi radi. To je ideja v ozadju. In tako, kot je Matej rekel, jaz tudi pravim, vsi smo na en način v okrevanju od tega sindroma ali pa na spektru tega. In pol je vprašanje, koliko se zavedamo. Zakaj pa sploh ne bi želel biti prijazen fant? Zaradi tega, ker kot je rekel Matej, na dolgi rok to prenaša za mene neautentičnost, pa frustracijo, pa zlaganost, pa tudi za bližne, ali družino, ali partnerje, ali sodelavce. Je to eno breme. Vsi rajš vidimo, da je nekdo autentičen, pa iskren, ne pa da proba ugajati. Dobro, na to iskrenost, to, Matej, kar ste tudi vi že omenili, lahko si tak po naravi, lahko pa si preračunil, se bomo vrnili malo kasneje. Zdaj, zanima me, vendarle, svet nekako se zdi, da pričakuje prijazne fante. Hkrati seveda tudi ženske. Nobena ženska ne bo šla na prvi zmenk z nekom, ki ne, ampak si prijazen. Se pravi... Ja, prijaznost na nek način je varna. Ne, se pravi, ni konfliktna, ni stresna. In tudi, če gledamo, kako smo mi vzgojeni, pa sploh gledamo fante in deklice, ne, načeloma, če imaš ti odsotne starše, kar ponavadi so, ali fizično, ali psihološko, ne vidijo tvojih potreb. In potem se ti naučiš kot otrok, aha, se jaz ne obstajam, v smislu potreb. Ali pa, če že nekaj izrazim, me ne slišijo. Zdaj, pri fantih se stvar še zakomplicira. Recimo, ko fant čuti neko stisko, se udari, ne sme jokati, veš, bo dec ne baba, ne, se pravi, ti si močen, ne. In potem pri fantih, ne, če smo tukaj zdaj fokusirani, se potem zgodi to, da dobi občutek, sporočilo, ne smeš čutiti. Mi pa vsi vemo, ne, da življenje ima veliko izzivov in stres se nabira v telesu. Ker ti ne smeš čutiti, se ne učiš potem te regulacije čustvene. Se naučiš pa ugajati, biti tiho, od te pa sam pumpa in pumpa in pumpa, ne. In na površini to zgleda okej, ampak ti tudi na zmenku, recimo prideš, ne, najprej si še prijazen, po 5 minutah si ti se že nekaj dogaja, se ne znajdeš več, zdaj je to rekla, zdaj sem jaz to rekel, kaj naredim s tem, ne, in se potem se suvaš čustveno in dobenega miru ni, dobene povezanosti več ni, ne, ker ti si izgubil sebe, ker se nikoli nisi naučil biti v stiku s sabo, ker se to ne sme. In to je zelo nevarno, psihološko, mentalno. In jaz bi rekel, če karkoli danes želim sporočiti, je moški moramo čutiti in zna to regulirati. Potem si res močen, ne pa neki prijazen, ustrežljiv. To je v bistvu površina. Ja, jaz bi rekel, da nič ni narobe biti prijazen, če si res pristno prijazen. Ker če prijaznost izhaja iz moje moči, iz tega, da jaz počivam v svoji moči, pol je v redu. Če prijaznost izhaja iz tega, jaz se tebe bojim, jaz moram zdaj prijazen, da ne bo konflikta, da ne bo kaj tazga. In
tle je ta problem in naslov knjige je malo zavajajoč, ker vsi želimo biti prijazni, ampak ne želimo pa biti prijazni po bližnjici, ampak pristno. Seveda v bistvu pa se ponavadi zakomplicira takrat, če te prijaznosti ne dobimo nazaj, ne? Pride do teh nekih frustracij, začne se verjetno tudi moški spraševati, kaj je narobe, kaj sem naredil narobe, nisem bil dovolj prijazen, se lahko tudi moški potem zacikla, vrti v nekem začaranem krogu. In kje je problem, ne? Da jaz se potem sprašujem kot prijazen moški, ne? Kaj pa ne zdaj naredim, da drugo osebo usrečim, namesto da bi rekel, kaj pa jaz čutim, pa kaj jaz potrebujem, pa želim, pa bi iz tega izhajal. In problem je, recimo, večkrat nasploh v komunikaciji, ne? Da smo mi navajeni samo en krog peljati, ne? Nekdo nekaj reče, jaz odreagiram, ni ok, pa nekdo zbeži. Tukaj pa je, lej, ti nekaj poveš, imaš potrebo, jaz povem svojo in še šele začne, da se mi pogovarjava. Ne, zdaj pa je tukaj neka tenzija, ampak jaz ne odneham, to je moja potreba, jaz si to želim, kaj si ti želiš, ne? In če, ko moški to vlada, recimo, da zdrži na ta pritisk, ne bo bežal v neke, bomo rekel, druge svetove, pornografijo, alkohol, video igrice, ampak bo sposoben biti v čustveni stiski, ne, s temi čustvi, pa se učiti procesirati, ne, ali sam s sabo, ali pa dejansko s partnerko v poslovnem okolju, ne. Želiš dejansko biti tukaj, ne pa bežati. In tukaj hočeš biti prijazen, ti hočeš biti, lej, jaz čutim to, moja želja je to, moja potreba je to, kje si ti. In potem gremo naprej. Kdo v bistvu, recimo, katera generacija moških je najbolj na udaru oziroma ima mogoče največ težav za to naučeno prijaznostjo? Je to v bistvu generacija nas? Jaz bi kar rekel, da je to problem že od nekdaj, zaradi tega, ker bitja funkcioniramo tako, da najprej nam je zelo pomembna pripadnost, ne pa toliko avtentičnost. In kot dojenček, pa kot otrok sem pripravljen žrtvovati svojo avtentičnost zato, da preživim, ker sem odvisen od staršev. Potem, ko odraščam, moram pa tukaj en balans najdati, da imam eno pripadanje, pa da imam še vedno avtentičnost. In tle imamo velike izzive ostati avtentičen in v svetu se veliko poudarja bod močen in se to kaže z mišicami, z dobrimi avti pri moških. Mi v naših moških skupinah pa učimo, v redu imeti dober avto, v redu imeti mišice, ampak ne pa pozabiti na čustvene mišice, da tako, kot je Matej prej omenil, da zdržiš v trenutkih čustvenega pritiska, pa da se ne sesuješ. Zato, ker ženske še posebej iščejo varnost v moških. In ta varnost pa, ok, eno je denar, hiša, ampak predvsem čustva, da se ona doma počuti varno, pa da se lahko odpre, pa da ima lahko tudi svoje čustvene nevihte, pa da jaz kot moški ne pobegnem. Zdaj, vsak, ki bo prebral tole knjigo o moški, se bo zagotovo v nekem delu najdel. To je dejstvo, ne? Zdaj, marsikdo se bo najdel v vseh poglavjih, v vseh teh nasvetih in tako naprej. In recimo, da se odloči moški, zdaj pa ne bom več prijazen. Ja. Kako nevarno je to? Je definitivno nevarno, če greš tako drug spekter, ne? Da bom pa jaz dejansko samo na sebe gledal, pa bom dejansko en tak egoist, pa briga me za druge, ne? To je spet, mogoče te tja zanese, se boš uravnal potem, ne? Se pravi, ko ti izražaš svoje potrebe, pa začneš recimo jemati, bomo rekel, pozornost tudi nase, ne? Se začne potem nek drug dialog. O tem se gre. Jaz tim rečem, psihološki fitness se začne. Najprej smo govorili o mišicah, ne? Vsi štekamo, ne, da greš v fitness, gvihtaš, pa si močnejši, ne? Manj razumemo, da tudi čustva moraš ti gvihtati. Ti moraš čutiti, se o tem pogovarjati, procesirati, ne. Ko boš ti začel bolj po svoje delati, ne, boš takoj padel v neke konflikte, neke stvari s partnerko v okolju, ne, in ne bo tukaj enostavno, ampak tam moraš ustrajati potem, ne. Tako da definitivno jaz mislim, nikakor ne bi priporočal nekega egoizma, narcisizma, ne, nevarno, ne. Vključno je, da ostaneš ti v pogovoru, v čustvih, ne. Jaz to čutim, kaj ti čutiš, ne. In več, kdo reče, ja pa vi neki jokcate tam, ne. V bistvu ne gre za to, gre za to, da si ti res močen psihološko, ne, moraš to strenirati. To je nek proces, ne. To, da mi v moških skupinah, da bi nekaj tam jokcali, ja, kdo potoči solzo, ne, pa mi to rečem, lej, slišimo te, vidimo te. In se dejansko potem moški reče, prvič sem slišal o tem joku, doben mi ga ni dovolil, ne. In rečem, okej, lej, gremo naprej zdaj, kaj boš naredil? Itd., itd. Zdaj, prej smo že rekli, ne, nekaj prirojeno, nekaj privzgojeno. A lahko prepoznamo, če v naši sredini nekdo, ki se dela, da je prijazen, z namenom nekega dosega, nekega cilja. Kako ga prepoznamo ta zgled? Jaz mislim, da to vsi čutimo na enem nivoju, a je pristno ali ni. Vprašanje, koliko smo sami povezani tudi s to svojo intuicijo, pa s temi občutki. Se mi pa zdi pomembno poudariti to, da ni rešitev, da nisi več prijazen, pa da rataš neprijazen,
ampak je rešitev v tem, da ti vidiš, kaj je tvoja agenda v ozadju. A si ti prijazen pristno, ali si prijazen zaradi tega, da boš brez konfliktov prišel skozi odnos, skozi življenje. Če se moški odloči, da bo prenehal biti naučeno prijazen in bo sledil sebi, koliko časa potrebuje, da natrenira te čustvene mišice? Čez kakšen proces, viharje mora iti? Pa to je kar vseživljenjski proces. No. Teda ni to, da bi zdaj rekel, aha, dobiš tabletko, ali pa greš na en tečaj, definitivno ne. Jaz bi rekel, začne se tukaj, ko ti, ko stvar malo zagusti v debati, si upaš iti v konflikt. Da ti rečeš, jaz se pa s tem ne strinjam, meni pa ti ok, čutim drugačne, tukaj se začne. In ko začneš govoriti, si pa nekaj drugače. Da samo kimaš, da dobiš to hrbtenico, to se potem gradi. Ti boš dobil kak šamar, se bo ne strinjal in boš mogel zdržati, to se gradi. Tudi mi to še gradimo, mi vsi gradimo to. In to je toliko osvobojujoče. Ker enkrat uspeš reči, vsi se menimo za en izlet, vsi bi šli tja, jaz pa resnic ne bi šel, ampak ne bom težil. Pa da upam reči, glejte, vsi hočete tja, jaz bi sam rad iskreno povedal, jaz bi šel pa reči tja, če je šansa, da karkoli najdemo, ok, če ne sem probo prilagoditi. To se mi zdi zdravo. Da pa sam potlačam mojo željo, pa kaj si jaz želim, to pa ni zdravo, zaradi tega, ker vodi do zamer in do zastrupitve odnosov. In v bistvu to seveda vsak posameznik najbolj čuti in se lahko pozna tudi na njegovem telesu, z leti. Hvala lepa za to debato, da smo odprli neke nove teme in sem prepričana, da bomo o tem še govorili. Z veseljem. Hvala lepa. Hvala lepa.